Dober večer. V tokratnem poslanskem vprašanju gostimo poslanca do nedavnega vladajoče, zdaj pa opozicijske stranke Socialnih demokratov Matjaža Hana. Pozdravljeni. Lep dan. Poglejte, na stavko se pripravlja že 21 sindikatov in vse kaže, da bo 18. aprila z delom prenehalo vsaj 80.000 javnih uslužbencev. Jih pri tem podpirate? Zdaj, jaz moram reči odkrito, da sam osebno sem zadržan do vsake stavke. Jaz enostavno želim in pričakujem, da si bodo vsi socialni partnerji vendarle dogovorili, da do te stavke ne bo prišlo. Seveda je pa glavna ali pa na potezi je vlada, ki bi lahko z svojimi ukrepi to stavko seveda preprečila. In jaz upam, da do 18. aprila bojo se dogovorili. Verjamem pa, da je to eno od, bom rekel, orožij tudi sindikatov, socialnih partnerjev, da upozori na, bom rekel, nemogoče stanje. No, ampak več ali manj je v javnosti že znano, katere so te najbolj problematične recimo točke. Kaj mislite, da bi moral predsednik vlade pravzaprav obljubiti sindikatom, da bi se potegnili nazaj? Poglejte, mislim, ključna je seveda rezanje plač. In jaz mislim, da ta vlada dela eno veliko napako, da se je, bom rekel, spravila na tri največje porabnike ali pa porabnike državnega proračuna, to je na plače javnih uslužbencev, na klestjenje socialnih, bom rekel, dodatkov, prispevkov in tako naprej, in pa seveda na upokojence. Mislim, da to delajo veliko napako in tukaj bi morala vlada in socialni partnerji najti nek kompromis. Vsi se zavedamo, da bo potrebno v Sloveniji racionalizirati na nek način porabo, vendar najlažje je klestiti, bom rekel, po teh treh največjih agregatih porabe in upam, da bodo tukaj našli skupni jezik. No, ampak zdi se, da so seveda upokojenci pa tudi javni uslužbenci organizirani. Zdaj ta tretja skupina, ki ste omenjali, se pravi prejemniki recimo socialnih transferjev, pa so precej neorganizirani oziroma praktično nimajo nekega reprezentativnega telesa. Mislite, da bo prav zaradi tega recimo, da bodo te stvari, kot so zmanjšanje porodniške recimo in podobne zadeve, ostale? No, poglejte, tu bomo predvsem socialni demokrati zelo pozorno spremljali, kaj bo vlada res v rebalansu in dokončnih potem tem interventnem mega zakonu pripravila. Tukaj bomo mi absolutno stali na strani teh socialnih, bom rekel, prijemnikov socialnih pomoči. Za nas je nesprejemljivo, da se reže porodnicam ta, bom rekel, ta porodniški dodatek. Tako da za nas je tudi nesprejemljivo, da upokojencem se režejo, bom rekel, ta dodatek na rekreacijski dodatek. Jaz mislim, da ko vlada govori, da je pokojnina 600 evrov tista, ki lahko že preživi, bom rekel, upokojenec 600 evrov preživi celo leto brez tega rekreacijskega dodatka, mislim, da to ni v redu. Tako da jaz mislim, da se je vlada resnično napačno lotila vseh teh varčevanj in časa je pa zelo malo, do 18. aprila je še dobrih 10 dni in jaz upam, da bodo sedaj socialni partnerji vendarle intenzivno sedeli za pogajalsko mizo, da se bodo pogovarjali in upam, da se bodo tudi dogovorili. No, vi ste v državnem zboru tudi predsednik odbora za gospodarstvo. Zdaj, kaj bi pravzaprav v tej situaciji pomenila neka taka splošna stavka pravzaprav za celotno gospodarstvo? Gospodarstvo v Sloveniji je v zelo slabi, bom rekel, situaciji in vsaka taka stavka, ki bi ohromila še to delujoče gospodarstvo, bi pomenila en veliki izpad iz, bom rekel, v proračun. Ampak, če drugače ne gre, seveda imajo sindikati to legitimno pravico. Jaz mislim, da bi morala vlada se lotiti zadeve drugače, kot sem že rekel. Najprej mislim, da je brez potrebe, da reže na vseh teh nivojih vsa ta sredstva. Mi smo v leta 2010 sprejeli eno izhodno strategijo, na katero smo najbolj naslonili reforme. In tudi zaradi padca teh reform, ki so padle v prejšnjem mandatu in ki je ta vlada, predvsem stranka SDS,
vplivale, da so te reforme padle, mislim, da je bila to ena velika napaka. Zato jaz mislim, da bi najprej morala ta vlada spremeniti to, da bi interventni zakon oziroma ta plačna nesorazmerja dokončali do konca leta oziroma da ne bi bilo več, da bi bilo zamrzito do konca leta. Takoj bi bilo potrebno, da se sprejme tudi pokojninska reforma, da se sprejmejo vse te reforme o delu na črno in tako naprej in seveda, da se na nek način racionalizira tudi državna uprava, da se najdejo, bom rekel, tiste zadeve, ki resnično štrlijo, bom rekel, iz povprečja, in da potem, če vidimo, da resnično ne bi prišli do tega uravnovesja javnih financ, da se pa vendarle potem razmišlja tudi o dvigu DDV ta visoke stopnje. To bi verjetno pomagalo, da bi v 2-3 letih prišli do tega uravnovešanja javnih financ. Če bomo pa rezali, če bomo pa zmanjševali sredstva ali pa zmanjšali plače, pa mislim, da je najbolj nevarno to, da bomo na nek način, izraz ni dober, ampak ta srednji sloj v Sloveniji bo počasi umiral. Ta še edini, ki, bom rekel, na nek način se gre neko potrošnjo, lahko, bom rekel, nek način tudi nekaj več denarja prispeva za nekatere druge zadeve in seveda za manjšo potrošnjo bi tudi v Sloveniji potem se zmanjšala tudi poraba in priliv v proračun. Pa glede na to, da vam predvsem zdajšnja vlada oziroma vladajoče stranke očitajo, da se je pač v času vaše vlade nekako Slovenija preveč zadolževala in da je pač deloma, mislim, ste pripravljeni pravzaprav prevzeti del odgovornosti za nastalo situacijo? Glejte, moje osebne mnenje je, vsaka vlada do zdaj, od ustanovitve države naprej, je naredila nekaj dobrih stvari in tudi nekaj slabih stvari. Tudi naša vlada Boruta Pahorja, je naredila nekaj zelo dobrih stvari in nekaj tudi slabih. Seveda nam očitajo, da smo se vsako leto zadolžili 2 milijarde evrov, kar ne moremo zanikati. Dejstvo je, da se je naša vlada zadolževala. Zadolževala pa se je predvsem zato, da smo v tisti najhujši krizi, ko je bil upad gospodarske rasti leta 2009 in tako naprej več kot 8% GDP-ja, na nek način denar dala gospodarstvo za čakanje doma. Takrat, jaz mislim, da je kar nekaj delovnih mest se obdržali, jaz mislim, da je takrat 40 000 delovnih mest se obdržali. Prejšnja vlada je v zadnjih mesecih sprejela nekatere zakone, ki so imeli učinke takoj na leto 2009, ko je naša vlada prevzela oblast, drugi otrok v vrtcu zastonj, prehrana v šoli in tako naprej. In to se je moralo nekaj potem poznati. Mi smo ta socialni mir krpali s tem, da smo se seveda zadolževali. Mogoče smo naredili najključno napako, da smo pričakovali, da bo te krize, evropske, svetovne krize, hitreje konc, vendar ugotavljamo, da je Slovenija prišla do tega dvojnega V-ja in da smo dvakrat padli skoraj v tem obdobju v recesijo, ne samo Slovenija, tudi Evropa. In ker smo, Slovenija je 70% izvozno naravnano, gospodarstvo je 70% izvozno naravnano, seveda tudi naše gospodarstvo na nek način šepa. Vendar smo mi začeli pripravljati leta 2010, kot sem že rekel, to izhodno strategijo, ki je temeljila na reformih, pokojninski, delovnopravni, zdravstveni, malo delo na črno. To je žal padlo, k temu je pomagala zdajšnja vlada, da je tudi padlo, in pa seveda sindikati. In tu so bili naše napake, ki jih absolutno priznamo. Da pa napako priznaš in da popraviš, je pa potrebno sedaj sodelovati. Mi ne želimo to vlado na vsak način rušiti, vendar pa želimo opozoriti na neke zadeve, ki mislimo, da niso dobre. In ena od slabih zadev te vlade je tudi ta socialni dogovor, pogovor z socialnimi partnerji. Če so očitali vladi Boruta Pahorja, da nima
da se ne zna pogovarjati s socialnimi partnerji, kaj šele lahko očitajo tej vladi, ko želi takšne hude stvari spraviti v roku 14 dneh skozi socialni dialog, skozi parlament, potem jaz res ne razumem. No, v četrtek je šel rebalans proračuna skozi vlado, kar pomeni, da ga boste zdaj dobili pravzaprav poslanci. Boste, glede na to, da ni usklajen s sindikati, kot ste že omenili, pravzaprav ta rebalans proračuna podprli? Poglejte, prvo kot prvo, seveda mi ga moramo še vedeti. Jaz moram reči, da današnji dan je prišel v poslanske klopi, mi ga bomo sedaj preučili. Ta rebalans, kot je bil na hitro pregledan, upošteva vse tiste dogovore oziroma vse tiste ideje, ki jih je vlada v teh 10 dneh predstavila slovenski javnosti, se pravi, da ne sledi ideji sindikatom, socialnim partnerjev. Če ne bo minimalnega dogovora, Socialni demokrati seveda ne bomo podprli tega rebalansa. Kljub temu, da je minister za finance, gospod Šušteršič, rekel, da bomo lahko z nekimi amandmaji zadevo popravljali, vendar odkar sem jaz v državnem zboru, amandmaji, ki so prihajali na rebalans ali pa na proračun, seveda niso spreminjali tega dokumenta, tako da jaz v to ne verjamem in te podpore vlada od strani Socialnih demokratov seveda ne bo imela. Je to rožljanje z napovedmi o vmeševanju pravzaprav evropskih institucij, če se varčevalnih ukrepov ne sprejme, zgolj populizem ali je Slovenija dejansko realna možnost za tako imenovani grški scenarij? Poglejte, vsi ekonomisti v Sloveniji priznavajo in govorijo v en glas, da je Slovenija še daleč od Grčije, daleč od Portugalske, Irske in tako naprej. Vsi se pa zavedamo, da je nevarnost tega ta trend zadolževanja. Mi smo zdaj zadolženi približno 45% GDP-ja, za Grčijo vemo, da je cirka 180 milijonov in da v naslednjih 5 letih, kljub vsemi temi pomočmi, kljub vsem tem rezanju, bo zadolžitev v Grčiji še kar 120%. Tako da mi smo še daleč od tega, mi moramo v vseh teh letih seveda zmanjšati to javno porabo, to se strinjam, vendar ključno pa je, da na nek način zaženemo to gospodarsko aktivnost v tej Sloveniji in da gospodarstvo začne, bom rekel, delovati tako, kot je v letu 2004, 2005 in tako naprej. No, v zadnjih mesecih smo lahko spremljali precej žalostno zgodbo Radeče papirja. Kaj bo stečaj pravzaprav tega podjetja pomenil za občino Radeče, kateri nekdanji župan ste? No, pogledajte, če vemo, da je v Radečah slabih 5000 ljudi in da v papirnicah zaposluje 370 ljudi in da poznamo potem tudi ta domino efekt, potem vam je jasno, da to pomeni za Radeče socialno bombo. Če smo že sedaj imeli cirka 10 do 11% brezposelnost. Tako da to za Radeče ne pomeni nič dobrega in jaz sem, moram reči, razočaran nad vsemi inštitucijami, ki so v zadnjem času se ukvarjale z to tovarno, kako so se lotile dela. Tako da to, kar sem napovedoval v vseh teh 8 mesecih, ko se je pripravljalo na nek način za stečaj, da ko bo objavljen stečaj, bomo Radečani ostali sami in to se je naredili, vendar nismo puško v koruzo vrgli, mi se trudimo, da bi to tovarno zagnali naprej. Pa obstaja kakšna realna možnost pravzaprav? Seveda, jaz sem po tem, ko je bil objavljen stečaj, moram reči, da dnevno sedimo z vodstvom sindikata, z delavci v Radečah skupaj, premlevamo situacijo, dobivamo ideje. Moram reči, da sem bil sicer 2-krat na sestanku tudi na Ministrstvu za gospodarstvo pri državnem sekretarju, gospodu Rožiču, seveda z gospodom Posedijem pa z bankami, nekaterimi od bank, nazadnje tudi z gospodom Sokličem, ki je stečajni upravitelj. Možnosti so 2 ali 3. Ena od idealnih bi bilo, da bi to podjetje prevzelo neki strateški partner. Tu se v ozadju
pojavlja nek strateški partner, vendar kaj več mi informacij zaenkrat še nimamo. Gre za neko francosko podjetje, ki je, bom rekel, veliki tiskar na evropskem in svetovnem tržišču, predvsem za ta vrednostne papirje. Če bi prišlo do te realizacije, bi bilo seveda daleč najboljše. Po drugi strani pa razmišljamo v občini in pa sindikati, da v primeru, da ne najdemo nekega partnerja, da stečajni ali pa ne najde partnerja, ki bi stopil v ta podjetje, da bi občina ustanovila podjetje in vzela v najem z delavci v najem ta dva stroja 4 in 5. No, sicer pa je blizu propada še ena pomembna investicija, sicer ne v občini Radeče, ampak govorimo o Rimskih Toplicah. Mislite, da se da tu še kaj storiti ali je pravzaprav stvar tudi že na robu propada? Še ena žalostna zgodba, Rimske terme. V rimskem jim pravijo speča lepotica. Od 90. leta je, bom rekel, to zdravilišče, ki ima tradicijo še v rimskih časih, na nek način stalo. Leta 2005 sem jaz kot član odbora za gospodarstvo sklical izredno sejo na to temo, da ne bo izvenelo domišljavo. Potem so se začele nekatere stvari premikati in v lanskem letu se je ta zadeva odprla. Investicija, ki je bila vredna okoli 45 milijonov, danes ugotavljajo, da ni rentabilna in se razmišlja, da bi šla zadeva v stečaj, kar bi pomenilo za moje pojme katastrofo, saj bi se bojim zopet te rimske terme zaspale za nekaj let oziroma bi se razprodale in jaz upam, da do tega ne bo prišlo. Jaz razumem, da peljejo nek proces stečaja, kjer vidijo v ozadju že rešitev. Potem bi še to razumel, da pride nek partner, seveda poceni to kupi, začne delati, ampak ključni cilj, ki ga jaz zasledujem v vseh teh zgodbah, je ohranitev delovnih mest. Če gre v tej smeri, potem je to v redu, če gre pa v smeri, da pridejo neki tako imenovani tajkuni in da to pokupijo poceni, potem pa sem jaz a priori proti. Me je pa strah, da se vlada vseh teh problemov na nek način izogiba in verjetno zaradi vseh teh rezanj, zaradi vseh teh rebalansov nima še časa ukvarjati s tem, ampak gre za ohranjanje delovnih mest. Mi se pa pogovarjamo, kaj bomo naredili, da bomo odpirali nova delovna mesta. Če ne bomo te prvo zadržali delovna mesta, se jaz mislim, da tudi ne smemo pogovarjati, kako jih bomo odpirali. Najprej dajmo zdržati to, kar imamo, potem bomo pa odpirali nova delovna mesta. No, skupni imenovalec obeh zgodb je vsaj v tej zadnji točki pravzaprav bančni krč. In vsakeč, ko pravzaprav tako propadajo podjetja, slišimo, da bo država nekaj naredila v tej smeri, da bodo banke spet začele dajati posojila, a potem pravzaprav do tega ne pride. Kaj bi bilo potrebno narediti, da se pravzaprav bančni krč razreši? Poglejte, v politiki se poje veliko zarečenega kruha in jaz sem bil eden od tistih zagovornikov, ki sem bil trdno prepričan še pred pol leta, letom dni, da morajo banke ostati v slovenski lasti. Glede na spremljanje situacije v zadnjih mesecih, samo na teh dveh primerih, pa na primeru Pivovarne Laško in tako naprej, na primeru Primorja, na primeru Alposa, vidim, da mi od te banke, razen to, da devamo denar v državljanke in državljani v NLB, nimamo nič. Če vam pove ta podatek, da državni sekretar skliče na pobudo največje banke NLB sestanek, da ta ista banka, gre pa za ohranjanje delovnih mest, sestanek za ohranjanje delovnih mest, ta ista banka postavi dva pogoja, da pridejo na ta sestanek še druge dve banke, ki jih ne bom imenoval, da se to napiše pismeno, vse to državni sekretar in pa predsednik, v tem primeru tudi jaz kot predsednik odbora za gospodarstvo storimo, potem pa te iste banke ni na sestanek, potem veste odnos bank do gospodarstva. Banke enostavno v zadnjem času čistijo svoje bilance, svoje, bom rekel, negospodarno delovanje izpred
parih let nazaj, ko so na nek način denar metale podjetnikom, lastnikom, zato da so se zadolževali za privatizacijo svojo. Danes pa, ko rekel, te banke so ustavile čisto kreditiranje podjetij in s tem ubijajo banke. Tako da jaz mislim, da bi morala tukaj zdaj država ali banko še enkrat dokapitalizirati za kar nekaj sredstvi, to jaz mislim, da je 500 do 600 milijonov evrov. Se vam zdi to sprejemljiva opcija? Poglejte, zdaj, prej sem rekel, da nisem več za to, da državljanke in državljani, bomo rekel, davkoplačevalci dokapitalizirajo NLB. Jaz bi bil po tem pogojem, da se da jasno vedeti potem bankam, upravam, da začnejo, tako kot so v Nemčiji naredili, da začnejo resnično ta denar vračati v gospodarstvo in s tem se odpira delovna mesta. Če tega ne, potem je treba to banko dati na trg in najti nekega vlagatelja. Seveda mi boste vprašali, zdaj se ne splača prodajati, ker je ta cena nizka, bom rekel, nemogoča. Ja, ampak ključna naloga banke pa je vendarle, da plasira svoja sredstva v obtok. Ta banka, NLB, ta moment tega ne dela in je potrebno nekaj storiti. Seveda je pa tu na delu vlada, ki mora svojo strategijo postaviti, neke strategije tudi bančnega sistema in jaz čakam, kaj bodo oni naredili. Je nižanje davkov recimo lahko izhod iz krize? Bi to podjetjem pomagalo v tej situaciji? Ne, glejte, to, kar vlada zdaj predlaga, da bo zmanjšala davek na dobiček pravnih oseb, mislim, da ta moment je sicer zelo všečna poteza, vendar jaz mislim, da je to v situaciji, ko režeš najnižjem sloju denar, ko jim zmanjšuješ plače, ko jim zmanjšuješ, ne vem, potem pa po drugi strani pa tistim, ki vendarle nekaj imajo, če imajo dobiček, zmanjšaš ta dobiček iz 20 na 18, čez 3 leta pa na 15%, mislim, da je to nesmotrno. S tem bi sicer bi dobili manj 140 milijonov, mislim, da je preračunano v enem letu denarja, vendar mislim, da je to ni v redu. Ta vlada je takšno napako storila že v letu 2007-2008, ko je znižala davek na izplačane plače z izgovorom, da bodo plače višje, da bo kapital več investiral v investicije in tako naprej. Nič se od tega ni zgodilo, samo to je bilo, da je bilo skoraj 800 milijonov manj denarja v proračun. Jaz mislim, da je to kupovanje določene inštitucije, zbornice, da ima vsaj z ene strani na nek način mir. Če bi bili socialni demokrati na oblasti, tega davka sigurno, davkov ne bi ta moment zniževali, ker mislim, da to ni edini pogoj, da bi gospodarstvo zagnali. No, omenili ste že nujnost pokojninske reforme. Zdaj, po nekaterih informacijah naj bi bil predlog pravzaprav precej podoben tistemu, ki ste ga pravzaprav ponudili že vi v času Pahorjeve vlade. Bi zaradi tega recimo dejansko pokojninsko reformo, če pride vsaj približno v takšni obliki, tudi podprli? Absolutno. Mi mislimo, da je to potrebno. Tisti, ki govorijo, da to ni kratkoročnih učinkov, seveda zavajajo. Kratkoročni učinek sprejemanja pokojninske reforme v enem letu je cirka 200 milijonov evrov in seveda se tudi zmanjšuje strukturni premakljaj. Tako da mi smo, in tudi eden od naših pogojev je vladi, da naj takoj v mesecu juniju začne vse prepotrebno, da se ta pokojninska reforma sprejme. In zdaj sprašujem jaz gospoda Erjavca in stranko Desus, ki stojijo na branikih upokojencev, kje so sedaj, ko ta ista vlada, kateri zdaj Erjavec pripada, je tiho, ko jim pa resnično upokojencem jemljajo, bom rekel, ta rekreacijski dodatek, ker s pokojninsko reformo upokojenci, govorim samo za upokojenci, ne bi izgubili nič, kvečjemu bi pridobili, zato ker se ne bi pokojnine tako, bom rekel, padale
in, kar je najbolj pomembno, začel bi se nek stabilen vir oziroma temelj za to, da bi bile dolgoročne pokojnine stabilnejše in tudi sigurno izplačane. Pa menite, da bi recimo lahko spet sledil ta referendumski val, da bodo pravzaprav te reforme podobno kot v času vaše vlade recimo ponovno padle? Jaz upam, da smo se vsi skupaj nekaj naučili pri teh referendumih. To pa je to, kar smo opozarjali, da v primeru padca pokojninske reforme bodo morali slediti nekateri drugi interventni ukrepi vlad ali pa vlade, ki bojo, ker jaz mislim, da nam Evropa ne bo aplaudirala, ko bomo zmanjšali za 15 ali pa za 10% plače javnim uslužbencem. Evropa in pa bonitetne hiše so pa zaznale zelo dobro, ko so nam padle 3 najbolj pomembne reforme, ki so bile predlagane v vladi Boruta Pahorja. In upam, da smo se, kot sem že prej rekel, sindikati, socialni partnerji naučili z tega, da verjetno nekatere reforme bo potrebno sprejeti. In upam, da če bo pokojninska reforma sprejeta oziroma predlagana v tej obliki, ne bo šla na referendum. Koga boste podprli za predsednika vaše stranke? Gospoda Lukšiča, gospoda Vlačiča ali gospoda Pahorja? Poglejte, seveda poteka že ta kongresna mrzlica v naši stranki. Naša območna organizacija je jasno evidentirala nekatere kandidate, ki bi lahko zasedli pomembne funkcije v naši stranki. Moram pa odkrito povedati, da edino za predsednika stranke nismo evidentirali nobenega, ker čakamo, kaj nam bodo te kandidati, ki bodo, v tem primeru gospod Pahor, gospod Lukšič in gospod Vlačič, ki so podpisali kandidaturo, tudi na nek način povedali za sebe, pa osebno pa približno vem, kdo je moj favorit. Kdo? Glejte, jaz moram reči, da če bi se Borut odločil, da bi želel še en mandat postati predsednik stranke, bi verjetno moj glas imel. Pa menite, da bi bila recimo kandidatura gospoda Pahorja za predsednika države, ne stranke, recimo za stranko boljša poteza? Glejte, mi smo iz te stranke dali tudi gospoda Kučana, ki je postal predsednik države takrat, pa je seveda takrat, ko je postal predsednik države, zamrznil našo strankarsko izkaznico. Isto bi verjetno naredil Borut Pahor, tako da, kar se tega tiče, mi potem kot stranka nimamo teh ljudi v bistvu nič, razen to, da rečemo, da pa enkrat so pa prišli iz naše stranke in tako kot gospod Kučan, ki ga jaz cenim, bi verjetno gospod Borut Pahor isto naredil, se pravi zamrznil strankarsko izkaznico in potem bi se naše poti na nek način razšle, ker poznam njegov karakter, tako da mi od tega verjetno ne bi imeli nič. Razen to, nekateri, ki si pa ne želijo Boruta Pahorja imeti za predsednika stranke, bi pa verjetno pridobili, ker se bi znebili enega konkurenta. Pogrešate županski stolček? No, seveda pogrešam županski stolček iz tega vidika, ker sem človek, ki sem cel dan v akciji, reševanje problemov ljudi mi je zelo blizu in jaz sem na nek način v Rajičah res že ponoval z veseljem in verjamem, da so bili tudi ljudje z mano zadovoljni, tako da pogrešam, seveda pogrešam. Potem menite, da je bila ločitev obeh funkcij pravilna ali nepravilna? No, jaz sem že takrat povedal, da je bila za moje pojme nepravilna, ker se mi zdi, da tisti, ki se lahko organizira, da to delo opravlja, lahko sedi na 2 stolih, lahko bi pa, bom rekel, na nek način omejili financiranje enega ali drugega in bi se mogel vsak posameznik sam odločiti. Tako da, če želimo imeti pa poslansko funkcijo očiščeno, potem sem jaz tudi za to, da
se tudi to petinsko delo, ki ga nekateri poslanci upravljajo še kot poslanci, tudi to ukine in da je potem poslanska funkcija očiščena in da si skoncentriran in fokusiran samo na delo v poslanskih klopeh. Dobro, najlepša hvala za tale pojasnila in obisk v studiu. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost in lahko noč.